Živijo, sem Kaja, stara sem 36 let, prihajam iz Polzele. Delam kot fotografinja in v marketingu. Moji hobiji so branje knjig, hoja v hribe. Veganka sem od leta 2019. Sestra je postala vegetarijanka že mislim, da leta 96. Jaz nisem tisti trenutek postala isto vegetarijanka, čeprav v bistvu mami kuhala posebej zmeraj za njo, ne. Potem pa sem jaz tudi sčasoma pod njenim vplivom v bistvu nehala jesti meso. Tako da že v bistvu od konca osnovne šole, potem celo srednjo faks sem bila vegetarijanka. Potem sem pa prvič slišala za veganstvo tudi preko nje, a ne, ker se je ona tudi odločila, da bo veganka. In takrat se mi je zdela to malo tako taka ekstremna odločitev, sem mislila, kva bo zdaj jedla, a ne. Jaz sem se pa leta 2013 odločila, da bom izločila mlečne izdelke, ker sem imela kronična vnetja. In mi tudi sestra takrat povedala, da je v bistvu mleko zelo velik povzročitelj vnetij v telesu. In sem rekla, pač to bom dala stran, ker je bilo tako res grozno. Nisem se jih mogla znebiti, mislim, da 2 meseca skupaj. Noben antibiotik več mi ni pomagal. Tudi zdravnica ni več vedela, kako mi pomagati, in sem v bistvu sama potem rekla, ok, bom pa to naredila, ne. In bom izločila mleko iz prehrane, a ne. Tako da to mi res ni bil noben problem, no. Riževo mleko imam ful rada, tako da to mi je bilo super. Ja, rezultati so bili že takoj, v bistvu nisem bila več napihnjena, vnetja so šla stran, tako da takoj sem se boljše počutila in sem ohranjala to še naprej. Ja, v bistvu te mamine slaščice so me malo še premamile, da sem kdaj še kakšen greh naredila, a ne. Nekako tudi mislim, da je bilo to, da nisem hotela, ne vem, izstopati, biti drugačna, prositi, če bi lahko posebej za mene naredila, a ne. Zato, ker nekako nisem, a ne. Pa mi je zdaj žal, da nisem že prej naredila tega prehoda, sigurno mi je ful žal, no. Ja, potem sem pa v bistvu konec lanskega leta sem preko ene Facebook skupine spoznala ful veganov in so mi v bistvu oni odprli oči, da sem videla, da pač nima smisla, da sem nekaj polovičarka in da nekaj na pol delam eno zadevo, ki je toliko močna, ki je toliko moralno, toliko pomembna, da ne moreš nekaj na pol tulele početi, a ne. Sem rekla, nič ma, pač bom zdaj zares veganka, a ne. In tudi mami ni bil noben problem. Sem rekla, glej, pač jaz ne bom jedla, če bo noter jajca ali pa mleko, in mi zdaj posebej lepo peče, tako da ni problema. Ja, na začetku sem tudi jaz pač tako pomislila, kaj bom pa zdaj jedla, ne, spet ne vem, kaj bi jedla. Na začetku sem tudi izgubila par kil, no. Potem pa, ko sem odkrila vse čudovite veganske hrane, so te kilce hitro nazaj prišle, tako da ne bi rekla, da sem kaj pogrešala, no. Ne vem, mogoče skuto, ampak niti nisem sploh razmišljala o tem, da karkoli pogrešam, ampak v bistvu sem toliko več dobila z veganstvom, da ni bil neki primanjkljaj, ki bi ga čutila v tem. Kot otrok smo pri babici na deželi, sem bila zraven pri kolinah, ko so klali pujse, pa kokoši, se spomnim, da so letale okrog brez glave. Ampak takrat kot otroku mi to ni bilo nič kaj posebej groznega, pač tako je bilo in to je bilo nekaj normalnega, a ne. Zdaj, če zdaj pomislim za nazaj, pač grozljivo, a ne, zdaj ne bi mogla tega gledati, niti ne bi hotela biti zraven in ne vem, tako smo ljudje bili malo navajeni teh grozot, a ne, gledati in spremljati, in nam je bilo čisto nekaj normalnega. Ja, poskušam oboje, ne, in z zgledom in z besedami.
ker včasih je res težko biti tih in seveda pač zakaj ne bi povedala, kaj si mislim, kaj vem, kar mogoče kdo drug tudi ne ve. Ja, pa zmeraj, če pride kdo k meni na obisk, in pač dam svojo hrano in dam za probati kakšne veganske sire, klobasice, take stvari, ki vem, da bi jim bile všeč, a ne, in so ponavadi tudi navdušeni. Tako da, to je to. Partnerja nimam, bi pa sigurno želela, da je vegan, ker si nekako ne predstavljam več mesa, niti slučajno ne v hladilniku. Tako da bi bilo to res ful bolj enostavno, ne, če bi spoznala nekoga, ki ima nekak isti mindset kot jaz, ker se mi zdi, da so stvari pol ful lažje v življenju, no. Aktivizem se mi zdi super, in mislim, da je treba, da je več veganov aktivistov, tako da bi res pozvala vse, ki ste vegani, bodite aktivisti, na tisti način, ki se vam zdi okej, tisto, kar vam je blizu. Najdite si lokalne aktiviste in se povežite z njimi. Tako da, ja, jaz sem pa, letos sem bila v bistvu na shodu za živali na veganskem marču. Ja, tudi sama se trudim, da sem aktivna tako, kakor mi dopušča čas oziroma priložnost. Rada se podružim tudi z ostalimi aktivisti in naredim, kar je v moji moči, da se širi vegansko sporočilo. Jaz upam, jaz sem ful optimistična in ne vem, kakor gledam dogajanje zadnje čase, izgleda, da gremo v pravo smer in jaz res močno verjamem. Mogoče ne čisto veganski, ampak vsaj 80% veganski. Mogoče, ne vem, tisti narodi na severu pa kakšni Eskimi pa to dvomim, da bojo oni kdaj vegani, ampak vsaj Zahod, Evropa ni razloga, da ne bi bili vegani, a ne. Ker je toliko dostopno ene hrane, da zakaj bi še zmeraj jedli živali, a ne? Mislim, da ljudje se počasi prebujajo in tudi spoznavajo. Tudi tisti, ki so dolgo časa se metali pesek v oči, zdaj vidijo, da že zaradi tega, kar se dogaja z okoljem, a ne, vidijo, da bo nekaj treba narediti in tudi počasi že prisluhnejo temu, kar jim govorimo in kar slišijo od veganov in se počasi spreminjajo, ne. Sejemo semena za boljšo prihodnost. V procentih težko bi rekla, koliko procentov ljudi bi dejansko sami ubili žival za hrano, mogoče kakšni lovci. Tule se pa počasi neha, ne, ker moderni ljudje smo pač navajeni iti v trgovino in kupiti stvar pripravljeno, a ne, zapakirano, razrezano, brez da bi prej pogledali v oči živali, a ne, ki je mogla umreti za nas, zato da smo sami nasitili. Tako da jaz mislim, da je ta procent ljudi zelo majhen, tisti, ki bi dejansko si šli v gozd in ubili žival zato, da bi imeli kosilo, a ne. Profesionalno se ukvarjam s fotografijo, zelo rada fotkam poroke. Najraje sodelujem z vegani, tako da če se kdo od vas v kratkem poroči, bom ful vesela, če se mi oglasite, ker v bistvu še nikoli nisem bila na veganski poroki, tako da najdete me pa na aluria.si. Biti vegan je v bistvu nekaj najbolj simpel na tem svetu. Danes res nam je na voljo toliko ene hrane, toliko okusne hrane, zdrave hrane, in tudi ni drago, a ne. Zdaj je drago, če kupuješ samo te nadomestke, a ne, vse predpripravljene hrane. Če pa ti kupuješ v bistvu zelenjavo, svežo sadje, stročnice, in iz tega narediš en zdrav hranljiv obrok, a ne, pa ni zdravo in je zelo, zelo okusno, tako da je tudi enostavno, no. Tudi jaz sem najprej mislila, kaj bom zdaj jedla, ne, ampak v bistvu, ko sem začela, ko sem se malo bolj poglobila v hrano, sem ugotovila, da je v bistvu še bolj okusna.
ful enih novih kombinacij sem odkrila, ful enih novih okusov, tako da odprl so mi res čisto nov svet. V bistvu zdaj še bolj z užitkom jem, no, tako da vsak obrok dnevno jem. Rada bi vam sporočila, da če še zmeraj jeste meso in uživate izdelke živali, da se informirate, da se pozanimate, kaj se dogaja v klavnicah, na kakšen način živali umirajo in da potem razmislite, še želite biti del tega ali mogoče ne. Veganom pa bi sporočila, da če še niste aktivisti, dajte to postati in čim prej se vključite v društva, spoznajte aktiviste, vsi so ful prijazni. Tako da več nas mora biti, da bomo naredili spremembe, da se bo kaj spremenilo, tako da začnite že danes čim prej. Doma delam veliko enolončnic, to je moja specialiteta, zmeraj vse dam not, kar imam v hladilniku, čisto po inspiraciji in nikoli nimam recepta, ampak zmeraj je tako dober. Tako da to, pa kakšne stvari kar tako iz enega lonca, ne vem, krompir s kakšno zelenjavo ali pa makaroni s kakšno omako, tako hudo. To imam ful rada.